Pred sabo imamo različne vrste pirotehničnih izdelkov po kategorijah. Tule v sredini imamo izdelke prve kategorije, katerih glavni učinek je pok. Potem v sredini imamo pirotehnične izdelke druge kategorije, od ognjemetnih raket do fontan oziroma do rimskih svečk, katerih glavni učinek je predvsem svetlobni, pa nekatere druge omogočajo tudi, se pravi, dimni učinek pa kaj drugega. Potem imamo na desni strani ognjemetne izdelke tretje kategorije. Tukaj imamo recimo večstrelno baterijo in pa fontano, kjer je pač dovoljena samo uporaba v skladu z navodili in pa na prostem. Tako, ta sredstva, ki so legalno kupljena v trgovinah, morajo imeti seveda navodilo v slovenskem jeziku vtisnjena in pa, da so dana v promet v skladu z zakonom. Vsa uporaba teh pirotehničnih sredstev mora biti v skladu z navodili, ker tudi ognjemetni izdelki prve kategorije lahko povzročijo kakšne poškodbe. Potem pa tukaj na levi imamo pa ognjemetne izdelke druge kategorije, katerih glavni učinek je pok oziroma lahko so tudi višje kategorije in so vsa ta sredstva prepovedana. Nedovoljena so zato, ker je njihov glavni učinek pok, kupljena so samo na črnem trgu, seveda pa ne vemo točno, se pravi, njihove vsebine, kakšen eksploziv vsebujejo, s tem pa, da nekatera vsebujejo celo take količine eksploziva, da jih lahko primerjamo z nekaterimi vojaškimi sredstvi, kot so ročne bombe.